dragi gledalci, dragi ljudje dobre volje. Imamo pogovor z gospodom Romanom Vodebom v našem studiu, v naši oddaji Dobri dan, dobri ljudje, in ga gostimo v zvezi z referendumom, ki se nam obeta sedaj kmalu, in je on levičar. Sicer sem upal, da bo zagovarjal, kakor sem razumel najprej, da bo zagovarjal spremembo, pa mi je v pogovoru rekel, se pravi novelo, pa mi je v pogovoru rekel, da ne. Torej, spoštovani Roman, lepo pozdravljen. Lep pozdrav. V našem studiu. Rekel ste, da naše televizije še ne poznate, zdaj boste pa celo nastopil, vas bodo pa drugi videli, pa bodo rekli ti, gledali smo te na Exodus TV. Ja, danes sem že bil na eni televiziji, tudi sem upal, da se bom kdaj soočil s kontra razmišljajočimi, se pravi s tistimi, ki so za to novelo. Jaz sem namreč proti tej noveli, ampak sem levičar, se pravi nismo vsi levičari ali pa niso vsi levičari za to novelo. Jaz kot levičar sem proti tej noveli, zato ker dajem na vago, kaj je moralno prav. Moralno prav je, da imajo otroci očeta in mamo. In to ve vsak kmet, ne glede na politično opredeljenost. In jaz razmišljam, da ne sme biti politična opredelitev tista, ki bi pretehtala, kako bomo mi glasovali, volivci. Ampak mora biti neka vest, neka nezavedno srčno verjetje, kaj je zdaj potrebno. Za otroka je potrebno imeti družino, primarno očeta, moškega očeta in žensko mamo. In to je, več od tega ni. Naša politična opredeljenost je nepomembna v tej zvezi. Mi moramo glasovati za pravice otrok do staršev. Roman, vi ste rekel, da ste levičar, to je neke vrste politična opredelitev. Kaj bi pravzaprav pomenilo to levičar? V čem je bistvo levice in desnice? Ne vem, ali levica je bolj za socialo, ali kaj bi nabilo, ali je bolj prijazna? V čem, da se ne bomo se tega dolgo, ampak samo toliko, da vidimo, ker včasih sem razmišljal, da pravzaprav ne vem, vse ni razlike, ali je, ne vem. Kaj je bistvo levice, recimo? Zdaj menda je bil prvi levičar, pa Kristus so rekli, da je bil za enakost ljudi, za zbris teh razlik med bogatimi in revnimi. To je levičarstvo. Levica nima rada radikalno velikih razlik med bogatimi in revnimi. To delavstvo je revno in levica, načeloma laboristi, se borijo za izenačevanje teh razlik v socialnem statusu. V tem smislu je blizu krščanstvo. Ja, sej. Bi naj bilo. Zdaj, slovenska ta politična scena je kontaminirana z zgodovino. To recimo Američani nimajo. Tam imajo republikance, ki so desničari, in demokrate, ki so levičari. Anglija ima laboriste, delavce in konzervativce. So bolj desni. Slovenija ima pa malce problem, ker smo pač mi imeli pa to... Noben nima nič, razen nekaterih. Mi imamo zgodovino, ki je, ne bom rekel kontaminirana, ampak zaznamovana z nekimi dogodki v drugi svetovni vojni. Recimo, tam je bila uradno, tako se pač zgodovinarji poenotijo, da je bila cerkev, recimo, ni bila na strani partizanov, pa partizani, pa domobranci, in pol ta marksistična paradigma socialistična je pač bila in zaznamovala to današnjo politično opredelitev. Na tiste, ki so recimo za partizane pa proti cerkvi, so levičari, recimo tako domobranci pa cerkev so pa desničari. Ampak ta zadeva je malce drugačna. Skozi psihoanalizo, jaz se pač imam za psihoanalitika prvenstveno. To sem hotel reči, vi niste, ko ste prej govorili o kmečki pameti, niste tisto povedali iz kmečke pameti, ampak imate magisterij iz psihoanalize, če sem prav razumel. Ene 2-3 podiplomske študije imam, vsi 3 podiplomski študiji so vezani na psihoanalizo. In Freud je recimo... Katere? Da vidimo, da ste strokovnjak. Magistriral sem recimo prvič, jaz sem bil vrhunski športnik, tudi trener v vrhunskem športu iz psihoanalize motivacije. Freud in šport, motivacija, Freud neposredno o tem ni govoril. Jaz sem pa govoril o športu
o motivaciji skozi psihoanalizo in sem magistriral tako rekoč na oddelku za psihologijo. Moj mentor je bil Ludvik Horvat, ki je razvojni psiholog. Drugi magisterij sem pa naredil na Filofaksu v Ljubljani, sociologija kulture, tam sem pa študiral ideologijo. V športu, to pa ni feminizem, skozi psihoanalizo. Psihoanalizo se da aplicirati kot miselni koncept na celo družboslovje. In jaz sem tematiziral ideologijo skozi psihoanalizo, nezavedno pač diktira ta ideološki del, opredeljenost in je zelo zanimivo skozi psihoanalizo motriti ideologijo, kjerkoli. Ampak zdaj psihoanaliza, to je Freudova psihoanaliza. Ali je to še Adler zraven, kaj so že bili tisti, sem že malo pozabil. Adler, Jung, recimo. Torej ne, to je Freud. Pa Jacques Lacan. Vse to skupaj, ali ste prav na Freudu bil, Freudovec. Jaz bi rekel, da sem ortodoksni Freudovec, eden redkih ali pa edini mogoče, ker recimo... Bohak Janko? Ja, ampak te so recimo terapeuti. Jaz sem teoretski psihoanalitik in tega javnega diskurza, kritično misel, ti, tudi Bohak, recimo, ne aplicirajo v motrenje družbenih problemov, recimo begunske krize, ali pa politične krize. Skozi psihoanalizo Freudovo se da marsikaj povedati drugačnega. In tisti psihoterapeuti, ki se grejo psihoanalizo v terapevtskih praksah, molčijo v javnem diskurzu, se ne izpostavljajo. Jaz sem pa recimo kot publicist, pišem knjige, sem osebni svetovalec in tudi terapiram. Čeprav jaz terapevtske izobrazbe, da bom tako rekel, nimam, uradne. Ampak ko pa ljudje hodijo od psihiatra do psihiatra, od terapeuta do terapeuta, pa k meni pridejo. Pa vidijo, kaj jaz znam, ker jaz znam pa tudi hipnotizirati. Ko jaz recimo iščem vzroke, zakaj ima nekdo probleme, jaz ga hipnotiziram in iščem po otroštvu. Iskati po otroštvu je pa to Freudova domena. Freud je rekel, otrok je oče odraslega človeka. In če se odraslemu v odraslosti nekaj zgodi, je treba vedno otroštvo pogledati. Lahko malo samo povežem še ta najin pogovor, se pravi, Freud je ravno baziral vse skupaj na seksualnosti. Seveda. Da je to največja, najmočnejša sila, ki je podzavestna v nas in tako naprej. In zdaj mi imamo tudi temo s tem našim referendumom, oziroma moški spol, brez spol, ženski spol, izenačitev in tako naprej. To je prav, mislim, vam pisano na kožo. Torej, lahko rečem, ste prav strokovnjak na tem področju. Ravno zato, ker toliko vem. Se jaz ne oziram zdaj, ali sem jaz levičar ali desničar, ali sem apolitičen. Skozi psihoanalizo in Freuda se natančno ve, da otrok mora imeti očeta in mamo. Freud to trdi. Ja, ampak on, bi rekel, on si nikoli ni mogel misliti, da bi nekdo prišel v situacijo, da bo bil oče pa še en oče, ali pa mama pa še lezbična partnerica, še ena mama. To je tak absurd, da če Freud to gledal, ali pa če nek psihoanalitik z vsem tem znanjem freudovskim dobi pač vprašanje, kaj se bo zgodilo z otrokom, ki ima dve mami. Mislim, jaz natančno vem, da ta otrok ne bo normalen, oziroma sej ne bo bolan. Bolezen je pa šizofrenija, psihoza. Ne bo bolan, ampak njegova mentalna zmedenost, motenost, zaznamovanost bo tako transparentna, da bo ta otrok v odraslosti šele popolnoma drugačen in bo funkcioniral kot čudak. In tisti posvojenci, ki so spregovorili naposled in so nehali lagati, ker imajo radi dve mami, so v eni točki nehali lagati in so rekli, zdaj me pa ne zanima, zdaj mame dve imam rad sicer, ampak jaz sem čuden, jaz sem frik, bedak. Jaz se ne znajdem v normalnih situacijah, jaz ne znam komunicirati kot moški, ženske se bojim, bil sem gej, bil sem biseksualc, zdaj sem se poročil žensko, jaz sem popolnoma zmeden. Zato, ker sem imel dve mami. In zdaj, jaz to vem z teoretskega vidika, da bo to tako. Praksa v Ameriki pa zdaj pokazala, da je to pa res tako. Ker mi imamo izpovedi zdaj teh posvojencev v Ameriki, ki so stari 30-40 let, ki so naposled spregovorili. To je na internetu, se da to videti. To je prevedeno že v slovenščino. Mi imamo zdaj izpovedi Roberta Oskarja Lopeza. To je 42-letni doktor primerjalne književnosti, ki je imel dve mami in rekel, zdaj pa ne bom več lagal. In on je njegovo življenjsko zgodbo lahko ponovimo to ime, če bi kdo želel. Robert Oskar Lopez. Robert Oskar Lopez. To je... to lahko tipka, pa se ljudje pogledajo. Iskreni.net je prevedel njegovo zgodbo.
Tukaj je še Heather Berwick. Ta ženska je napisala na vrhovnega sodnika Anthonyja Kennedyja, ameriškega vrhovnega sodnika, ga prosila ne dovoliti poroke, ne dovoliti istospolnim, da posvajajo otroke. Zdaj pa ameriško vrhovno sodišče pa je dovolilo. Ja, je za celo državo, za vse države. Torej. Tam imajo veliko teh držav. Massachusetts je una država, ki je prva to eksperimentirala in tam imajo kaos. Ampak, čem povedati, da ta Heather Berwick je pisala temu Anthonyju Kennedyju, da naj kot odločilen glas ne glasuje za te poroke. Tukaj lahko omenim pol še tretjo, ki je znana v Sloveniji, čeprav teh izpovedi jih 10, ampak 3 poznamo v Sloveniji, ki so prevedene. Katie Faust. To je tudi ena ženska z 2 mamama je živela. Ti 3 so se izpovedali. Zdaj pa paradigma, če pa povzamem pa farmacevtsko industrijo, tam gre tudi eksperimentalno neko zdravilo v uporabo in če ima to zdravilo prehude stranske učinke, negativne, se to zdravilo umakne iz prodaje in ni več zdravilo. In taki stranski učinki, ki jih bo imel ta zakon ali pa ki jih imajo te posvojitve v istospolno partnersko skupnost, so že vidni zdaj. So tako vidni, da bi ustavni sodniki, vrhovni, tudi ustavno sodišče, moralo to pogledati pa reči, če pa to drži, potem pa država ne sme tega zakona sprejeti. Potem pa, ne vem, une feministke, ki tam govorijo, otroci se ne razlikujejo, ker sploh ne ve, da ne smemo mi otrok gledati, mi moramo odrastega človeka pogledati, kaj se iz otroka nastane. Ustavni sodniki, če pogledajo te kalvarije, teh posvojencev, bo rekli, umaknite ta zakon ne more iti v aplikacijo. In ustavni sodniki v bistvu še niso prišli do te točke, da bi rekli bob, ker je debata pro et kontra ukinjena, ker se fura samo enoumje, drugače misleči ne pridejo zraven, nacionalni mediji so enoumni, nažalost so levo enoumni, in tudi na teh soočenih, na katerih jaz hodim, meni nikogar ne pustijo, oziroma nihče si ne upa z tistih legebitrovskih logov pa meni parirati. Tudi mi smo hteli najti, pa si prizadevali, nobenega nismo mogli dobiti, ki bi zagovarjal v bistvu novelo. Natančno vedo, da moja metodologija razlage, zakaj ta novela ne sme biti v veljavi, ne sme biti sprejeta, je tako konsistentna, tako se suva vse njihove argumente, da so zvezanih rok. Ena z mano, bi rekel, po domače, pofilajo. Seveda, vi ste prav to študiral. Zdaj, če mi dva zdaj nekako povzamemo to, vi ste torej rekel, da so izpovedi ne otrok, ampak že odraslih ljudi, so izredno negativne. Ja. Potem ste pa dejal, da bi se Freud v grobu obračal, če sem prav razumel, ker on je ravno gradil na teh različnih spolih in potem ta spolno-seksualno ojdip in tako naprej. In pa, kaj smo rekla, še kritika v glavnem, da bi to morali nekako, da ne bi smeli sprejeti. Mogoče bi rekel, da tisto, kar je mene groza, da pride neka klientela moralno pokvarjenih politikov. Zdaj slučajno so pa te politiki iz Združene levice, te mladci, nedonošenci. Oni so s trikom sprejeli mimo javne razprave zakon po hitrem skrajšanem postopku, brez javne obravnave. 4 člene spremenijo, ukinijo spol, to je radikalna, to je vesoljska sprememba. Pol tam ovce dvigajo roke. To lahko naredi samo psihopat. Mislim, Boštjan M. Zupančič pravi, da te moralno neodgovorni ljudje, predojdipalci jim reče, on se spozna na psihoanalizo, te so sposobni iskati luknje v zakonu in jih najdejo in s trikom upeljejo nekaj, kar so si v objemu svoje frustracije zamislili. In pri nam se je točno to naredili. Samo, recimo, če jaz malo razmišljam, vidim pa, da posebej vsa levica po celem svetu to stvar, recimo konkretno to stvar pelje, recimo politična levica, pelje to stvar naprej. To je zanimivo, kako da so se, mislim, dogovorjeni vsi, da vodijo to politiko. Bom jaz povedal, kje je to. Tako da verjetno naši mladi levičari niso nekaj posebnega, ampak je to nekako po levi strani to se zelo spodbuja. Bom jaz razložil. Nekaj naprednega. Ko sem jaz semle prišel v studio, sem tam videl, da imate Marksovo cesto. Jaz sem Marksa zelo študiral.
In Marx na eni točki je res rekel, da bo družina enkrat odmrla. Ne? Ko sem jaz to bral, študiral tiste delavsko gibanje, razlike, tržna vrednost, kapital. On je poskušal tudi brez družine narediti družbo. On je živel pred Freudom. On je se rodil 1818, umrl je malo potem, ki se je Freud rodil, ne? Freud še ni rodil svoje psihoanalize. Marx ni vedel. Revško so jetre razpadlo. Ja, ampak psihoanalitično on ni vedel, kaj pomeni Oedipov kompleks, kaj pomeni harmonična primarna družina. Mislim, tudi on, sam Marx, recimo, je imel probleme s svojo družino in je zanemarjal svoje otroke. Ne? Moralno odgovoren moški... Samomore so delali otroci, ali kaj že bilo. Moralno odgovoren moški bo poskrbel za svojo družino. Ampak če vam povedati, da je Marx v eni točki, ne, je rekel, da družina ne bo več potrebna. Ne? In celo rekel je, da mora država vzeti otroke družini in da bo država bolj znala vzgajati. Ne? To je bil poskus. Ja, v Sovjetski zvezi, ampak tudi nacisti. Marksistična vzgojna paradigma pedagoška, ki je padla. Ne? Danes se ve, da marksistična pedagogika vzgoja vsestransko razvito osebnost, to smo mi kritično predelali. Pred 30 leti je bil znamenit kolokvij o vsestransko razviti osebnosti in tam se je spodbijalo to Marksovo pedagoško paradigmo. In tukaj je Marksov velik zdrs, ker on ni vedel, kaj pomeni, če ima otrok harmonično primarno družino. Ampak te levičarji, ki so potihem študirali Marksa, pa se nekje s socializmom, oni niso ključni pri tem, da po celem svetu levičarji imajo še to družino razrahljano, da ni pomembna, ne? Desnica, cerkev, pa prav družina je pomembna. Problematične, resnično problematične so pa feministke. To so pa emancipirane ženske. Une, ko rab donatorja sperme, pa mu da dvojko, pa tistega nadomestnega moža ima pri sebi in ga uničuje, temu otroku nihče ne očetuje in ta otrok postane moralno sporen, zbegan, čudaški. Ne? In te emancipiranke furajo to ideologijo, ki se reče feminizem, teorija spolov, gender, izenačevanje spolov in te so najbolj problematične pri tej družinski zakonodaji. Derivat feminizma so pa LGBT-ovci, so pa lezbike, pa geji, pa transseksualci. Ampak v osnovi tista paradna ideologija, ki je kontaminirala družbo in zaradi katere se sistem marsikje sesuva, ker te, karikirano rečeno, same babe so povsod v vseh podsistemih. Način moralnega razsojanja pri ženski je popolnoma drugačen. Jaz si, recimo, če bi mene vprašali, bi rekel, ne dajati žensko ministrico za vojake pa za policijo. Zato, ker to je tako testosteronska funkcija, da tam ne more dve blondinke biti na teh položajih. Zdaj imamo recimo begunsko krizo in zdaj treba pomis udariti, tako rekoč s testosteronom nekaj odločiti, tam pa dve ženski, sočutni, tam vidite tiste dojenčke, ki jih begunci kaj pod noge policijo mečejo. In pojem nasedajo, begunci so ubogi. Ne? Moralno odgovoren moški bo zaščitil svojo državo, ki je simbol mame. Simbol družine. Ne? In freudovski diskurs je tukaj, mislim, zveni konzervativno, ampak vse to poznavanje nezavednih simbolnih procesov, potlačitev, ne? Kaj vse je v ozadju, daje nekomu razumevanje, kaj in kako v tej družbi. Se pravi, v praksi ta, bi rekel, psihoanaliza se tudi potrdila, ne? Se to deluje, bi rekel, ti kompleksi so. Ali... Ampak ta družboslovje, ne, pa humanistika, tukaj se spolska tla, to ni fizika, to ni matematika, ki se da nekem Pitagorjev izred dokazati. Tukaj nekdo reče, nezavedno ne obstaja, Oedipov kompleks je lari fari. Ja, kaj mu moraš? Ključni, temeljni, stebrni kamen Oedipovega kompleksa za razumevanje feminizma je en koncept zelo neljub, ki se ga ne da dokazati na tak način, je zavidanje penisa. Ne? To feministke slišijo, se kar križa začnejo, kar penijo od besa. Ne? Freud je rekel, da ženska, ki napačno razreši Oedipov kompleks in se zgleduje po moških, postane fantinja oziroma moškinja, da gre pri njej za nezavedno zavidanje penisa in zgledovanje po moških. In da je to napačno. Taka ženska je nenormalna, nenaravna. Ne? Ženstvena ženska funkcionira čisto drugače. Vi kot strokovnjak bi rekel na tem področju, tudi ste opazili, da ena od, naprimer, če so ženske, ne, ena igra moško vlogo, ne? Ena je bolj možata, ena je bolj ata, ena bolj mama, recimo. Ja. Kako je s tem? Res je, da je ponavadi tako. Ja, vendar,
Pri gejih tudi? Tudi se zna zgoditi, čeprav ni čisto nujno. Ampak če ta dva istospolna, dve lezbiki pa dva geja, gresta v starševski tandem k otroku. Otrok mora v eni fazi, v oedipalni fazi, misliti anatomija genitalij teh dveh staršev in jih kompatibilizirati. Ne? Dve matici ne moreš kompatibilizirati, mora biti šrof pa matica in pol to ima funkcijo in to privije in to drži. Ne? Dve vaginalni biti, če se paradoksalno izrazim, ne? Ali pa dve brezpenisni biti, ne morata v enem dečku sformatirati spolne identitete, ki jo v tej kulturi priznavam kot normalno in naravno, spolne želje in moralnega razsojanja. Ne? To je pa ključno. Se pravi, človeka, moškega odraslosti peče vest, ker je v oedipalni fazi imel tega oedipskega očeta, ki mu je kastracijsko pretil. Ne? In otrok mora ponotraniti, ne smeš, očetov ne smeš, ta oče pa biti s penisom. Deček ne sme biti kastracijsko zapreten strani nepenisnega bitja, strani ženske oziroma strani še ene mame. Ker če se to zgodi, bo črtel ženski spol. Ne? Če pa to oče naredi, bo pa ponotranil, Lacan je rekel, ime očeta. In potem pride do zakona z veliko črko. Ne? In potem je on na samem tam nekje, kjer lahko nekaj ukrade in ne ukrade, ker ga vest peče. Ne? Zdaj, jaz bi rekel, če bi bil pa krščansko vzgajan, bi pa rekel, Bog me vselej vidi. Ne? Zdaj, če pa ni pač krščansko vzgajan, pa če ne verjamem v Boga, bo rekel, pa se izdelo mene noben ne vidi, bom jaz ukradel. In pa on, ko ukrade, vest ga ne peče. To pomeni, da ni pravilno razrešil Oedipovega kompleksa. Pravi, pomemben je, če sem razumel, moški. Tukaj, v tej smislu, Oedipski oče mora sina v red spraviti. Mamica pa ne sme sina v red spravljati. Mamica je tista, ki ljubi. Oče mu pa postavlja meje. In z take družine pridejo mentalno trdni moški ven. Taki, ki rinejo kot buldožer, ki zmagujejo, ki so dobri športniki, naredijo faks, naredijo športno kariero v službi in ko pridejo skušnjava, da bi lahko kaj ukradli, tega ne naredijo. Ker čutijo, da to moralno ni prav. In to čutenje, to je tisti adut, na katerega mora staviti družba. Če bomo mi imeli moralno odgovorne moške na vodilnih položajih, bomo mi postavili sistem, ki bo funkcioniral. Če se bojo pa psihopati, patološki narcisi inkorporirali vse podsisteme, potem pa 21. stoletja ne bo več. Je rekel Boštjan M. Zupančič, ki sicer misli, da so pesticidi krivi za to, da nimamo več pravih moških. No, tukaj se jaz z njim ne strinjam, oziroma se kar kregava, tako malo po telefonu, po e-mailih. Feminizem je kriv, ker je simbolno kastriral moškega. Moški je bitje s penisom in on mora biti tisti, ki zasluži, ki na koncu meseca vrže bika na mizo. Ne? 2 gobice, pa korenček, pa veverico. Ženska pa vrže 2 srni. Moški je dajajoč. Moške genitalije so dajajoče. Ne? On se postavijo in bljune v žensko. Denar, varno zaščito, denar, evrčke, franke, ruble, dolarje. Ženska pa sprijema. Ja, prav to je, bi rekel, feminizem je prav proti temu. Ja, točno proti temu. Da, kar vi govorite, bi rekel, ravno levica na nek način, oziroma feminizem ne želi žensko imeti samo tako, bi rekel, če nam je oprostijo muslimani, se pravi samo za dom, pa samo za, ne vem, za razploditev in tako naprej, ampak zanimivo, da vi ravno tu, pač je to mogoče tisto primarno, kar je, ampak zato, ker anatomija genitalij in koncept koitusa, spolne združitve, je taka, kakršen je. Tam pa moški daje, ženska pa sprejema. To z užitkom. Oba tam uživata. Zdaj, feministka pa v seksu ne uživa. Feministka to imajo, se v seksu čutijo premagane, ker moški tam rine v njo, ona je pa tam premagana. Zaradi zavidanja penisa in zgledovanja po moških. In to je ta paradoks. In taka ženska ni normalna po Freudu. In take ženske obvladujejo celo družbo in so inkorporirane v vseh ministrstvih, so direktorice, v tem knjižnic, ne vem, vseh domov, mladinskih centrov, šole. Tam so fantje v šolah, so kastrirani, simbolno kastrirani. Ampak zdaj zraven z vso to, bi rekel, prizadevanjem, da bi pač spremenili to novelo oziroma da bi spremenili zakon, je pa zraven ta teorija spola. Zdaj, teorija spola je
nekako spremljajoča, rekel, teorija, da smo mi brezspolna bitja. Vi kot strokovnjak, v čem je zdaj to? Vete, obstaja tam ena partnerica Simone de Beauvoir. To je bila partnerica Jeana Paula Sartreja, eksistencialistična filozofinja, francoska. Ne? Ona je bila lezbika. Vsi govorijo, da je bila partnerica Jeana Paula Sartreja. Ne, ni bila partnerica. Skupaj sta imela seksualne zabave, na katere je ta Simone de Beauvoir ženske vodila. Pol jih je Sartre dobil, pol pa ona. In starši so tožili to Simone de Beauvoir. In ta je napisala Biblijo feminizma, drugi spol, 1000 strani. Jaz sem to fejst preštudiral. Ta eksistencialistična filozofinja Biblija feminizma. Biblija feminizma. To je zasuknjena v glavi. Ne? In vse te feministke imajo to za Biblijo. Ne? In to berejo na pamet, znajo 1000 strani. Ne? In jaz pišem knjigo Prvi spol. Ženske so prvi spol. Mi delamo moški, vse kar delamo zaradi žensk. Tam rabimo mi nemočno žensko, da ji lahko dajemo. Ne? In ta teorija spola se je ustoličila, pred Simone de Beauvoir je bila Mary Wollstonecraft. To je bila sufražetka v Angliji, tam 1780, se je borila za volilno pravico, pa tako naprej. Saj sufražetke so dosegle volilno pravico, ampak zdaj so pa pretiravale, zdaj pa enačijo oba spola, češ da je eno in isto to. Ne? In psihoanaliza pa sesuva teorijo spolov. In Simone de Beauvoir se je lotila Freuda točno na točke Oedipovega kompleksa in zavidanja penisa. Ne? In je mislila, zdaj bomo pa Freuda uničili. Ja, Freuda se ne da uničiti, ker je Freud večen. In te ženske začele so pa na pekinški konferenci leta 1994, ne? Hillary Clinton je bila slavnostna govornica v času, ko je bila prevarana z Moniko Levinsky, ne? Vsa besna, je imela to feministično predavanje, pa Judith Butler, neka filozofinja, in jaz sem šel gledati, katera filozofinja piše, da je poročena. Kako bo ta ženska poročena, ker sem videl, da je taka kot dec. Poročena je žensko. Ne? In ona je opeljala v politični diskurs gender. Ne? Gender je to teorijo družbenega spola. In to je taka zabloda feminizma, ki jo psihoanaliza totalno sesuje. Samo mora nek psihoanalitik priti v javni diskurs in to povedati. In meni je v Sloveniji prepovedano. Klauzula nacionalne televizije je, vodep ne sme priti več. Ne? Samo zdaj ste govorili, kot da je ta dejansko motor vsega tega feminizem. A ni gejevski lobby? Geji so ponižni, bojijo se, ker se jih da tudi prebutati, žensko lezbiko ne moš udariti. Ne? Zdaj pa pride neke Viole ali pa Green Dragonsi pa nabutajo gejevske aktiviste. To je latentna homofobija. Latentna. Je normalna, pričakovana, zelo pričakovana. Če je človek, moški, pravilno razreši Oedipov kompleks, bo latentno homofob. Ne? Se pravi, neko dotikanje z istim spolom, tudi v kakšnem trojčku, to je seksualna verzija, ta drugi moški ne paše zraven, ne? Dve ženski, ja, drugi moški nikakor, ne? Tu v nekih fantazijah. In to je zametek te latentne homofobije. Ampak latentna homofobija je lahko v latentnem stanju, če se pa manifestira, potem pa pride do agresije. In te geji so jih pa v zgodovini fejst dobili. Ne? To so pretepani ljudje. To so nacisti, se jih preganjali. Ni prav, ne? Ni to prav, to ni prav, ker oni si ne morejo pomagati, da so taki. Mislite? To ni svobodna izbira. To imajo, prehod v homoseksualnost so eni 4 razlogi. Eden je spolna zloraba, drugi je napačen Oedip, se pravi v napačni družini, preveč agresivna mama, pa preveč nežen očka. In pride gejevsko nagnjen deček, potem pa genetiki imajo še tudi na 2 razloga. Je genetski, to mislite? Ja, vi, ko se to študira, bi naj bilo neke genetike? Ne da se na tak način dokazati. Čeprav genetiki pravijo, da obstaja tudi genska anomalija. Ampak ni samo ene poti, da nekdo postane gej. Ampak vidimo, gensko, hormonsko so recimo spola precej različna, ne, verjetno. Ne? Ko so preučevali način uživanja v nevrološko strukturo, imajo ženske tam v fiziološkem prekatu živčev 4 prekate, 4 tipe uživanja imajo. Ne? Feminilni geji pa tudi. Normalen heteroseksualni moški ima pa sem tam en tip uživanja. Ženske, pa feminilni geji pa 4 prekatno, nevrološko strukturo. Tako da neke znanstvene raziskave transparentno kažejo, ampak tudi napačen Oedip, se pravi porušena oedipalna scena, dečka lahko vrže v to homoseksualnost. Ne?
In v zgodovini so te moške pretepali. In ti moški se bojijo. In so feminilni. Ne? In niso ključni geji. Ključne so feministke, med njimi je večina lezbik. Zdaj, lezbika nastane tudi po večjih načinih. Ženska je v bistvu zelo lahko prakticira seks z istim spolom. Zato, ker je imela prva 3 leta mamico in ta prav spomin isti spol in zaznamuje se seksualno željo. Moški ne mora kar erotiko zganjati z moškim. To mora že fejst porušeno spolno identiteto imeti. Ženski je pa to dosti enostavno, zato ker ima prva 3 leta mamico. Ne? In problematične so lezbike v feminizmu, pa recimo heteroseksualne ženske, ki občasno lahko prakticirajo seks z istim spolom, ampak niso lezbike. Načeloma so biseksualne. Ampak te ženske so bile spolno zlorabljene. Ne? Feminizem kot ideologija se je zgradil na spolno zlorabljenih ženskah, ki črtijo moške. Ne? In potem to nezavedno črtenje moških je oblikovalo to, rekel, sadistično ideologijo enačenja spolov. Ne? Vi ste rekel, da v to homoseksualnost moško ali pa žensko nekako je lahko spolna zloraba. Ne? Ja. Z enim takim se pogovarjal, ki se pač oblači v žensko. Ne? Ja. Potem druga stvar je, ste rekel, družina, ki je porušena družina. In tretja stvar je tudi neke genetske, so neke nastavke, so ali kakorkoli. Dve stvari sta genetski, ne? Se pravi, frustracijsko... In se pravi, in pri moški in pri ženskah se nekako tu imate, vi, bi rekel, strokovnjaki, teoretiki, imate tu te razloge za to. S tem, da so problematični so geji, ne? Mislim, geji. Zdaj, moški ne more biti kot biseksualc, moški je lahko gej. Ženske so pa dejansko lahko biseksualke in so popolnoma normalne. Se pravi, če ni moških, se pa recimo pa malo erotizira žensko, ker ni moškega. Zato, ker je deklica imela to prav spomin imeti nežnost z mamico, ki je istega spola kot ona. In njej se neko poljubljanje, neka erotika z istim spolom ne gnusi. Moškemu se pa ta stvar pa mora gnusiti, če je pravilno razrešil Oedipov kompleks. Kar pomeni, da v pravilnem Oedipu mora deček začrteti svojega očeta, ker mu je meje postavljal, pa mamico kradel. Po noči spal z njo in nekaj počel z njo, nekaj seksualnega, je rekel Frodo pacient, 5-letnik mali Hans. In to je pravilno razrešen Oedip. Se pravi, 5-letnika ali 3-letnika do 5-letnika mora oedipski oče poraziti. In jezo do tega Oedipa, do tega očeta mora mali Oedip potlačiti. In iz te jeze, iz te potlačene jeze, on gradi tekmovalnost. Ampak ima pa idejo, ko bom velik, bom takšen car kot moj očka. Ne? In mora kot identifikacijski lik mora imeti očeta. Recimo v Freudovi teoriji je to nekaj zdravega, če sem razumel. To je normalno, pričakovano, zaželjeno in na takšnem Oedipu bazira družba. Zdrav moški je nekako pride. Mentalno trden, nezlomljiv, nejokajoč. Kaj pa Freud pa ženska? To imamo zdaj Oedipov kompleks, imamo zdaj pri moškem, ne? Ja. Kaj pa Freud pa ženska, je tudi kaj podobnega? Freud se je mučil s to žensko. Ve se, da je psihoanaliza nastala zato, ker je Freud želel vedeti, nezavedno želel vedeti, kako ženska uživa. Ne? In šele po letu 1924 je začel pisati o ženskem Oedipovem kompleksu. On ni govoril o elektrinem kompleksu, govoril je o razrešitvi Oedipovega kompleksa pri deklici. In je povedal, da so 3 načini. Eden način je, ko deklica razrešuje to Oedipov kastracijski kompleks tako, da se identificira s feminilno mamo, opusti idejo, da je bo lulček zrastel in reče, ok, lulček mi ne bo zrastel, ne, zavidanje penisa, nimam lulčka, kaj pa zdaj? Jaz sem pa toliko lepša, ne? Vse na meni je lepo. Ta telesni narcizem, to je pravilni naslednik pravilno razrešenega Oedipovega oziroma kastracijskega kompleksa. In takšna ženska je normalna in naravna. Jaz bi rekel, takšna ženska je zaužent, je kompatibilna z moško željo. Malce ponesrečeno je, če ta deklica, ki lulček ne zraste, ona ima pa še vedno upanje, pa reče, ok, če nimam lulčka, sem pa čisto podobna fantkom. In potem se pretepa z njimi, ima puško, se vozi z motorjem in je fantinja. Ne? In to je napačno razrešen Oedipov kompleks. Ekstrem take deklice je lezbika. Ne? Čisto ekstremno gre v lezbištvo, ona, bi rekel, moški spolni organ se ji totalno gnusi, ne? In objekt želje je pol isti spol. Pri tistih fantinjah
se pa zgodi, ne, da je kljub temu, da je podobna fantom, se pretepa, ampak v enem 13., 14., 15. letu pa začne opažati, da si pa fanti pa vendarle dopadejo. Ne? In da bi ona rada bila pa za fanta privlačna. In da tisto, kar njej na telesu manjka, da je epicenter njene želje v resnici. Ne? Feminilna ženska to transparentno ve, kaj si od moškega želi. Ona možata ženska pa ne upa priznati, ampak pohota, ta libidinalno pohotni del tako zelo pritiska na njo, da kljub temu, da je fantinja, da je možata ženska, vendarle v tej seksualnosti, ko pride do seksualne združitve, ko ona doživi recimo genitalno združitev, pa kakšen orgazm, potem je pa tukaj noter nov svet se odpre. In potem je zna biti pa malo razcepljena na faličnost, možatost in feminilnost, ženstvenost. In ta feminilnost, ženstvenost je pa Freudu normalna in naravna. Možatost je pa odklon, ne? Ker možata ženska, če dobiš tako v družino, gotov si. Pa je ona petelinka in petelina kluva. Ne? In je ta moški simbolno kastriran, ona pa kikirika kot petelinka. Problematični so pa otroci, ker vidijo, da je mamica kastrirala tega očeta. Ne? In se vse poruši. Razumem. Moram priznati, da je zanimivo, da na naši televiziji bi rekel enega strokovnjaka med za psihoanalizo Freudovca, ki razlaga zdaj te stvari res na en takšen teoretičen način, se pravi, seveda, dobro, vsak ima neki svoj pogled na svet, ne, malo tudi, da ljudje razumejo, o čem se pravzaprav mi zdaj pogovarjamo. Vi ste, bi rekel, znanstvenik, ali koliko je to teoretik, teoretik, oziroma koliko je psihoanaliza znanost, koliko ste znanstvenik, ne? In to so zdaj teorije, toliko da mogoče preprostejši ljudje to razumejo, to so teorije, kako naj mi zdaj razumemo našo seksualnost, kako naj razumemo, in vi kot psihoanalitik ste, ne zagovarjate te enakosti spola, oziroma te stvari zdaj tukaj razlagate, ne? Ker mi je zelo zanimivo, ne? Pač ena takšna teorija, ki nam potem razloži, se pravi, ta vstop v gejstvo, vstop v lezbištvo, in me veseli, mislim, polno znanja imate. Zdaj, tako bi jaz rekel, meni ni omogočeno predavati. Ne? Zakaj pa ne? Zato, ker je tole prepovedano. Samo psihoanaliza menda niti ni v Sloveniji uradno. Ne, psihoanalitične šole ne obstaja. Ne obstaja. Ne, ta univerza Sigmunda Freuda, to ni psihoanalitična šola. To je psihoterapevtska šola. Zdaj, kako tam vzgaja psihoterapevte, če bi Freud vedel, se v grobo obrača. Tam obstaja nek dekan te fakultete, ne, kar povem, da je to Miran Možina. On pravi, da so znanstvene raziskave pokazale, da sta najboljši starševski tandem za vzgojo otrok dve mami. Ne? On je šel lezbične raziskave, brat. In on zdaj to študentom jih indoktrinira. Tam so študenti, imajo prane možgane. Ne? In pridejo v psihoterapevtsko prakso, bosi. Ne znajo nič narediti. In pa pridejo pa, ne vem, pa pacienti, ki so bili... To pa ni freudovsko potem. Ne, to sploh ni freudovsko, pa hec je, da je to na univerzi Sigmunda Freuda, ki nosi Freudovo ime. In zato pravim, da se Freud v grobo obrača. Mislim, mene je groza. In jaz sem pa zadržal svojo teoretsko pozicijo, meni ni dopuščeno nikjer predavati. Zdaj imam pa jaz trik. Jaz sem pa Oder, pa Moniko Bikinski, ne Levinski, ampak Bikinski. Jaz sem Sigmund Freudep, ne, Roman Vodep, Sigmund Freud, malo sklonirano, in jaz terapiram na odru. Jaz sem napisal scenarij, 90% časa jaz govorim in ta igralka moja mi parira. Tako kot jaz v bistvu delam na seansah, ko ljudje pridejo k meni po nasvet ali pa na terapiranje. Tako da sem našel neko pot, zdaj feministke mi hočejo prepovedati, še satiro na odru, obvladujejo vse podsisteme izobraževalne. Pa to je takšna moč, ali kaj? One so infiltrirane v kurikularni prenovi, recimo, jaz vem, da je bila vodilna takrat, ker sem tudi jaz bil zraven, Ljubica Marjanović Umek, ne, to je vodilna feministka, ki trdi, da sta otroci iz posvojenih teh partnerskih skupnosti isti kakor heteroseksualni. Ona še toliko ne ve, da je treba ne otroke gledati, odrasle ljudi treba gledati. Ne? In te razvojne psihologinje predavajo študentov na psihologiji, na filofaksu. Jaz se pravi, to je bilo dejansko ta odnos do spola, in to se bo spremenil, ne samo pri nas, verjetno v celem svetu, ker to gre na nek način naprej. Spomnim se pa tisto, en primer se spomnim, ko sem sam gledal,
ko je ta fantek, ki sta bila dvojčka, pa so ga operirali in na koncu fant naredil samomor. Nikoli se ni čutil deklico, za katero so ga vzgajali, celo operirali, če sem prav razumel, ne? In je potem reveč, kako? David je bil. David, aha. No in je potem reveč samomor naredil revček. Ja, ker so mu zafurali. John Money je bil tisti, bi rekel, John Money je bil tisti, ki je predlagal, da se mu do konca odreže luljčka, naredi umetna vagina in da bojo njega, če ga vzganejo kot Brendo, da bo deklica. Ni problema. On je bil pa lezbika in pa je ugotovil, da je istojajčni dvojček s svojim bratom, ne, in rekel, če sem pa enojajčni dvojček, ne, potem sem bil pa jaz fantek. Ja, tako. Sam je ugotovil, reveč? Ja, sam je ugotovil, v kartoteki videl, da je enojajčni dvojček. Edino to vem, da se nekako nikoli v šoli ni znal prav živeti v žensko vlogo. Bil je lezbika, igral se je s puškami, z avtomobili. Ni hotel oblečen biti kot deklica. In to je ta genetski del, ki ga genetike zagotavljajo, da je genetsko ključno. Čeprav Oedipo kompleks smo pa poskušali, pa da ga bi na feminilni način razrešil ta Brenda ponovno, ne? In ga ni. Zgleda, da to obrezovanje se mu zgodilo pred 9 mesecih. Takrat se mu je pa že strukturirala misel. On je imel prav spomin, da ima luljčka. Se pravi, pred 9 mesecih že otrok misli luljčka. Ne? Če bi se mu to naredilo pred 3 mesecih obrezovanje, bi mogoče še to speljali kakor toliko. Ampak teoretično, ta primer sem precej študiral, ne? Ker tole ni čisto po Freudu, to, kar se je Davidu Bannerju naredil, oziroma Brandi. Zato pravim, da je možnih prehodov v homoseksualnost več. Ni eden, ampak so vsaj 4. Tako da na tej točki se je potem John Money opekel, ne, in je priznal, da je narobe, svetoval in od takrat naprej samomor Money je priznal potem to? Je priznal s tem, da ta samomor... Kaj, zapustil potem to teorijo spola, ali kaj? Ta teorija spola ni bila čist načrtna. To teorijo spola so feministke upeljale. No, ampak on je na osnovi te teorije spola predlagal to stvar, ker teorija spola govori ravno to, da v kaj si ti vzgajan, če si vzgajan kot deklica, boš deklica, če si vzgajan kot fantek, boš fantek. Sam on ni bil tako psihoanalitično podkovan, kot recimo bi bil en klasični Freudovec. On je bil medicinc. Psihoanalitiki po resnici ni treba, da so medicinci. Zdaj, Freud je slučajno bil medicinc, on je seciral jegulje, pa zdravil histerijo. Ampak on je rekel, pustimo mi neurologijo, mi moramo zdraviti besedo, misel moramo zdraviti. In tukaj medicinska izobrazba nima veze. Danes so psihoanalitiki čist izven medicine ljudje. Človek je lahko, ne vem, fizik. Jaz recimo sem bil vrhunski športnik. Ampak razumeti psihoanaliza pomeni razumeti misel, ki se strukturira v otroku pri 3 letih. Ta odipalni del je ključen. Pomembna je tudi oralna faza, analna faza, privajanje na kahlico, pa ta odipalna faza, falična faza. Kako otrok misli misel? Tista misel ima svoje nasledstvo. In misel mora otrok misliti z različno spolnima staršema. Genitalno različno spolna. In ne more ena ženska prevzeti vlogo moškega, zato ker nima penisa. In otrok ne more pravilno misliti kastracijskega dela. In tega razvojni psihologi ne vedo. Po Freudovi, vi se imate, mislim, in ste in Freudovec, se pravi, po Freudovi teoriji, če mi dva malo to zaključimo, ali malo zakrožimo, ne bodo zdravi moški in ne zdrave ženske, ali kako odrasle. Odrasli moški, odrasle ženske ne bo v redu. Koncept zdravosti. Bomo imeli, bi rekel, kak bi rekel, Zmedene. Čudaki, ta Robert Oscar Lopez je rekel, jaz sem frik. Čudak. Ni pa bolan. Jaz sem rekel, tem sej ne bodo bolani, ne bodo psihotični. Ampak miselni odtis iz otroštva mu bo zasmetil po mentalnem zdravju, po mentalni trdnosti. On bo popolnoma drugačen. On ne bo znal kot moški porint, on ne zna biti zaščitniški do žensk, on ne zna, ne vem, se zoprstaviti. On je tam feminilen, njegova psiha je popolnoma drugačna. Čudna. Da on trpi in rabi terapijo v odraslosti. Okrog njega vsi s prstom kažejo, kako je pa ta čuden,
ne, ko bi bil z Marsa. Njegova duševnost je popolnoma drugačna, Samo ampak bolan pa po ni. moje, če prideš do take konflikte, kot ste vi zdaj povedali, potem tudi zboliš. Se ni ravno taka Zboliš. težka, pazi, taka težka konfliktna situacija, ki jo ti ne znaš razrešiti, te vodi v bolezen. Ja, bolezen na področju psihologije ali pa mentalnega zdravja je zelo relativna. Recimo mejna osebnostna motnja, to, kar bi možno enačiti s temi čudaki, ne? MOM, borderline, to zdaj ni ne vem kakva bolezen. Bolezen je psihoza. Se pravi, ko človek čuti, ne vem, da mu marsovci berejo misli. Tisto pa že zadnja stopnja. To je bolezen, ampak recimo mejna osebnostna motnja je pa motnja osebnosti. Bolezen se da zdraviti, tako kot angino človek gripo pozdravi. Mejno osebnostni motnje se ne da pozdraviti in homoseksualnosti se ne da pozdraviti. Zato, ker ni take vrste bolezen. Ni pa normalno in naravno, da je človek homoseksualec. Zato, da je nekdo homoseksualec, se mu mora nekaj čudnega zgoditi. In tudi, da je človek normalen, se mu mora točno določene stvari zgoditi v otroštvu. In to v primarni družini z ljubečo mamo in močnim očetom. In sistem mora to zagotoviti. To je pravzaprav vaša ključna beseda, če sem videl tudi glede na čas, ne, ki se nama počasi izteka. Jaz bom rekel... Dajte, vidim, da ste knjigo napisal. Tolo knjigo sem leta 2012 napisal, ta je bila 5., zdaj pišem 6. Povejte, katere knjige ste napisal, no? Glejte, toliko, da vemo, kje naj vas iščemo. Trije športu? 4 so v športu. Moj na grmadi zažgan doktorat je šport skozi psihoanalizo, tam, kjer trdim, da ima šport latentno strukturo, da je gol, ni gol, kastracija, odip. Neko dokazovanje. Tole je pa spisano zato, da je družinski zakonik 2012 padel. Že takrat sem bil takrat proti. To ste prav knjigo napisal. Kak je naslov? O spolu. O spolu. Se pravi, jaz razlagam, kaj to spol je. Da to ni ideološki konstrukt mačistične ideologije. Ampak, da spol nastane z razrešitvijo anatomskega mislenja v kastracijski odipalni fazi. Tako da jaz razmišljam, če ste levičari pametni, pejte proti glasovati. Ker desničari vem, da bojo, ampak levičari morajo biti proti. Zato, da bomo enkrat normalno zadihali, da bomo kakšno drugo temo obravnavali. Ne družino. Družino pustimo primer, tradicionalno. Zelo zanimivo. Hvala. Hvala za povabilo. Toliko, dragi gledalci, lepo vas pozdravljamo, vse dobro in razmišljajmo svojo glavo. Lep pozdrav, srečno.